Z digitalno poslovalnico e-Triglav lahko s svojimi zavarovanji in naložbami upravljate še hitreje in enostavneje. Zavarovanje lahko enostavno sklenete ali podaljšate, prijavite škodo in spremljate stanje škodnih zahtevkov. V vsakem trenutku lahko preverite tudi stanje svojih naložb, ter na enem mestu dostopate do vseh ugodnosti iz Triglav kompleta. Registrirajte se zdaj in začnite z uporabo digitalne poslovalnice e-Triglav. Blizu smo si, kjerkoli že ste. Zavarovalnica Triglav. V vsakem od nas tli ustvarjalna iskra. Uresničujemo se v izvirnih zamislih. Tvegamo samo svoje poti. V svetovne razsežnosti vnašamo lokalni značaj. Vselej negujemo širši pogled. Ustvarjamo skupaj, usmerjeni v globalni inženiring za srečo ljudi. Riko. Večina ljudi nas pozna kot največje in najbolj zanesljivo telekomunikacijsko podjetje. A za druga podjetja, mesta in skupnost smo veliko več kot to. Sistemom celovitih IT rešitev skrbimo, da je vaše poslovanje vedno odzivno in stabilno. Ohranjamo varen kibernetski prostor, ki 24 ur na dan ščiti vaše poslovanje in varuje vaše podatke. Poganjamo pametna mesta prihodnosti, ki z rešitvami IoT postajajo čistejša, učinkovitejša in prijaznejša. Z e-zdravjem pacientom omogočamo lažjo, hitrejšo in varno komunikacijo z zdravnikom. Dobrodošli pri Telekomu Slovenije. V družbi strokovnjakov, ki skrbijo, da ste vselej pripravljeni na naslednjo veliko priložnost. Poslujte varno. Poslujte digitalno. Telekom Slovenije. Tu smo za vas. Kjer živite, kjer delate, kjer sanjate. Z mislimi usmerjenimi v prihodnost te regije smo zavezani ustvarjanju boljšega življenja za sedanje in prihodnje generacije. Zato smo pripravili celovit trajnostni program in začeli razvijati trajnostno upravljanje. S podpisom načel OZN za odgovorno bančništvo smo se zavezali, da bomo spodbujali trajnost v regiji. Velike spremembe se začnejo z majhnimi koraki.
Zato smo v letu 2020 še naprej zmanjševali porabo električne energije in porabo papirja, ter znatno zmanjšali emisije CO2 službenih avtomobilov in vozil za transport gotovine. Prihodnje generacije so odvisne od nas, zato moramo biti družbeno odgovorni. Lani smo s projektom Okvir pomoči podprli 274 malih lokalnih podjetij. Zavezali smo se vključenosti in enakopravnosti na delovnem mestu, zato imamo politiko ničelne tolerance do kakršnekoli oblike diskriminacije in nasilja. Konec leta 2020 so ženske zasedale 56% vseh vodilnih položajev. Od 307 novo zaposlenih jih večina prihaja iz lokalnih skupnosti. Do konca leta se je 4769 zaposlenih udeležilo standardnih internih programov izobraževanja. Transparentno poslovanje in poslovanje brez korupcije sta naši glavni prioriteti, zato davčne napovedi izvajamo v skladu z mednarodnimi standardi. Še naprej bomo ustvarjali boljšo prihodnost za vse nas, zato smo sklenili zaobljubo trajnosti NLB skupine 2025. Svoje poslovanje bomo v celoti uskladili z načeli OZN za odgovorno bančništvo. Donacije in sponzorstva bomo izvajali v skladu s cilji OZN za trajnostni razvoj. Še naprej bomo zmanjševali svoj ogljični odtis, neposredno s poslovanjem brez papirja, ki temelji na digitalnih rešitvah in delu od doma. Hkrati pa posredno z omejevanjem poslovanja s premogom in financiranjem projektov nizkoogljičnega gospodarstva. Del postopka odobritve kreditov bo tudi sistem okoljskega in družbenega upravljanja. O trajnosti bomo zaveščali celotno regijo NLB skupine ter poročali o ustreznih okoljskih ter družbenih tveganjih in priložnostih. To regijo si z veseljem delimo z vami, ker ta regija ni le točka na zemljevidu. Ta regija je naš dom. NLB skupina za vse, kar sledi. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vljudno prosimo, da zasedete svoja mesta. Prireditev se bo vsak čas začela. Hvala.
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Pozdrav! Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za 170 let povezovanja in spodbujanja slovenskega gospodarstva doma in v svetu prejme Gospodarska zbornica Slovenije Zlati red za zasluge. V imenu Gospodarske zbornice Slovenije bo odlikovanje prevzel njen predsednik Tibor Šimonka. Gospodarska zbornica Slovenije je najstarejše združenje gospodarstva v Sloveniji. Nastala je v viharnem času sredine 19. stoletja, ko je bilo območje današnje Slovenije del razgibanega političnega, gospodarskega in kulturnega dogajanja, saj se je imperij moral odzvati na zahteve pomladi narodov. Leta 1851 je v Ljubljani po odloku cesarja Franca Jožefa začela delovati prva čezsektorska gospodarska zbornica na Slovenskem, trgovska in obrtna zbornica za Kranjsko. Njeno članstvo je bilo večinoma nemško. To so bili premožni veletrgovci, industrialci, mali trgovci in obrtniki. Prvi predsednik pa je bil ljubljanski trgovec Lambert Lukman. Vzporedno z idejami o zedinjeni Sloveniji in s taborskim gibanjem pa se je v 80. letih 19. stoletja to spremenilo. Slovenski predstavniki so v zbornici dobili večino, uvedeno je bilo dvojezično poslovanje, za predsednika je bil izvoljen Slovenec Josip Poklukar. Člani so zbornico potrebovali za vzpostavitev možnosti za njihovo urejeno sodelovanje, povezovanje in nastopanje na tujem. Zbornica je vzpostavila register podjetij in že leta 1855 organizirala nastop na svetovni razstavi v Parizu. Zavedala se je, da morajo biti podjetniki drzni in dobro poučeni, lastniki podjetij pa odgovorni in preudarni, predvsem pa je želela biti svojim članom v pomoč, da bi bila njihova podjetja uspešna in postala temelj narodnega gospodarstva. V 170 letih delovanja je Gospodarska zbornica Slovenije zamenjala 6 različnih držav in vsaj toliko valut. Preživela je 3 vojne, 4-krat je spremenila svoje ime in iz predindustrijske dobe prišla v digitalno. Danes je sodobno in živahno združenje,
ki še vedno zavzeto spodbuja gospodarski razvoj Slovenije s pospeševanjem trgovine, obrti, podjetništva in industrije. Razume, da se svet spreminja, a potrebe gospodarstva in ljudi po povezovanju in sodelovanju ostajajo enake. Zato pripravlja izobraževanja, podeljuje odmevna priznanja, nagrajuje vidne dosežke, oblikuje lastne sklade za pomoč podjetjem in posameznikom. Iz njenih delovanj in sodelovanj so nastale številne institucije, nekatere obstajajo še danes, druge so legendarne. Pred 100 leti Ljubljanski velesejem, pred 60 Gospodarski vestnik, v 80 letih prejšnjega stoletja Slovenski knjižni sejem, Informacijski center za razvoj drobnega gospodarstva in več izobraževalnih centrov. V 90 pa še Center za tehnološko usposabljanje in Slovensko raziskovalno gospodarsko združenje v Bruslju ter prva predstavništva Gospodarske zbornice Slovenije v tujini. Pred dobrimi 30 leti Gospodarska zbornica Slovenije naročila kampanjo Slovenija moja dežela, da bi spodbudila turizem, hkrati pa je bila to akcija, ki je Slovenkam in Slovencem vlila optimizem in željo po novi, drugačni prihodnosti. Od začetka do danes sta zastopanje interesov članov in krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva njeni najpomembnejši poslanstvi. Po zakonu o gospodarskih zbornicah je Gospodarska zbornica Slovenije od leta 2006 zbornica s prostovoljnim članstvom in tudi poslej ostaja največje združenje gospodarstvenikov pri nas. Njeni člani prispevajo polovico dodane vrednosti v slovenskem gospodarstvu in ustvarijo 2/3 prihodkov Slovenije na tujih trgih. Status reprezentativne zbornice ima od leta 2008. Gospodarska zbornica Slovenije je članica Ekonomsko-socialnega sveta in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Od leta 2001 je članica Mednarodne gospodarske zbornice v Parizu, od leta 1992 pa Združenja evropskih zbornic Eurochambers. Visoka obletnica Gospodarske zbornice Slovenije je simbol vztrajanja in odpornosti. Je dokaz trdoživosti in podjetnosti slovenskega človeka, moči, ki jo ima povezovanje in je zgodovinski prispevek slovenskega gospodarstva k utemeljevanju narodne zavesti in identitete ter vzpostavitvi slovenske državnosti. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Aleš Košca, spoštovani minister Zdravko Počivalšek, cenjeni bivši nagrajenci in aktualni nagrajenci, spoštovane dame, cenjeni gospodje, dobro večer. Izjemno čast mi je, da lahko danes v imenu Gospodarske zbornice Slovenije, vseh njenih zaposlenih, podjetij, naših članov, pa tudi v svojem imenu, z rok predsednika Republike Boruta Pahorja sprejemam posebno državno odlikovanje Zlati red za zasluge. To odlikovanje daje letošnji slovesnosti o podelitvi nagrad zbornice za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, ki sovpada z okroglo obletnico obstoja Gospodarske zbornice Slovenije, poseben pečat in težo globlji pomen. Je nekaj neprecenljivega, kar nas navdaja z izrednim ponosom, pa tudi z veseljem. S ponosom nad dosežki zbornice v 170 letih njenega delovanja, z veseljem in zadovoljstvom, da smo bili prepoznani kot pomemben člen slovenskega gospodarstva in družbenega ustroja, ter z vedenjem, da so naše usmeritve prave, aktivnosti koristne za dobrobit slovenskega gospodarstva in s tem države kot celote. Stališča slišana, pa četudi niso vselej nagrajena z uspehom. Pomembno pa je, da se vsi deležniki poslušamo, slišimo, spoštujemo, dogovarjamo in znamo najti kompromise v dobrobit vseh državljanov in državljank. Od njenih začetkov v letu 1851 je zbornica ostala zvesta svojemu osnovnemu poslanstvu, zastopanju interesov svojih članov
in krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Skozi vse obdobje je gradila na tradiciji, na znanju, na izkušnjah in strokovnosti, a hkrati tudi na novih spoznanjih in dognanjih. Tradicija je tista svetilka, ki pametnim osvetljuje pot naprej. Brez nje ni ustvarjanja, je dejal že mehiški pisatelj Carlos Fuentes. Tudi zbornici je tradicija predstavljala in še vedno predstavlja svetilnik. A zgolj tradicija za tisto, kar je pred nami in celim gospodarstvom, to je uspešen prehod zeleno, krožno, digitalno gospodarstvo, ni dovolj. Če citiram Winstona Churchilla, je umetnost brez tradicije čreda ovac brez pastirja. Brez inovacij pa gre za truplo. Gospodarska zbornica Slovenije povezuje tradicijo s prihodnostjo, kar je sicer tudi rdeča nit današnjega dogodka. S tradicijo gradimo namreč prihodnost. Nadaljnji razvoj zbornice mora zato temeljiti na tistem, kar je zbornica v zadnjih 17 desetletjih naredila pravilno in dobro. To pa je treba vztrajno nadgrajevati s tistim, kar je ključno in brez česa si prihodnosti ne moremo predstavljati. Pa naj si so to nove znanstvene vede, informatika, digitalizacija, umetna inteligenca, širokopasovno omrežje, industrija 4.0, naj si so to zelene tehnologije, okoljska vzdržnost ali pa trajnostna naravnanost. No. Ob tem pa nas bo vse skozi, spoštovani predsednik, s ponosom spremljalo tudi danes prejeto odlikovanje. A danes ne slavi le Gospodarska zbornica Slovenije, temveč že 53. nagrajujemo tudi najboljše v gospodarstvu. Letošnji prejemniki najstarejših in najprestižnejših gospodarskih nagrad, tako imenovanih gospodarskih Oskarjev, ki jih boste spoznali v nadaljevanju, so s svojimi odličnimi rezultati lahko zgled vsem, ki išče najboljše poti k uspehu. Zavedajo se pomena tradicije, hkrati pa vedo, da lahko le z inovativnimi rešitvami, stalno razvojno naravnanostjo ter družbeno in okoljsko odgovornostjo dosegajo prave rezultate. Druži jih želja po doseganju poslovne odličnosti. Svoj uspeh gradijo v tesnem sodelovanju in povezovanju svojih sodelavcev, nocoj slavimo naše Oskarjevce. A že jutri jih čakajo novi izzivi. Izzivov tako našim nagrajencem kot celotnemu gospodarstvu tudi v prihodnje ne bo manjkalo. Z zadnjim izzivom, pandemijo, se še vedno spopadamo. A slovensko gospodarstvo je dokazalo, da je vzdržljivo, zato se z njim dobro spopada. Na krilih tradicije in inovativnosti pa mu bo to zagotovo uspevalo tudi v prihodnje. In tako bomo naslednjo leto ponovno podelili nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Hvala lepa. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, zaslužni in zaenkrat še skriti prejemniki nagrad, cenjeni predstavniki slovenskega gospodarskega in političnega sveta, poslovni partnerji in sponzorji, dragi gospe in gospodje. V imenu Gospodarske zbornice Slovenije in v svojem imenu vam dobrodošlico na današnjem slavnostnem dogodku izrekava vaša nocojšnja gostitelja, voditelja, pripadnika in povezovalca generacij, brat in sestra Jure Longika in Eva Longika Marušič.
Večer. Prisrčno dobrodošli in res velika hvala, da ste navkljub že krepko počitniškemu datumu nocoj tukaj z nami. Na ta poseben poletni večer, ki ga sredi čudovite kulise poletnega gledališča Studenec Boža blag veter, smo se zbrali v počastitev dveh dogodkov. To sta 170. obletnica Gospodarske zbornice Slovenije in že 53. podelitev nagrad Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Letos pa pomembno obletnico praznuje še nekdo. Nekdo, ki svoje niti vpleta v življenja vseh, ki se učimo, ustvarjamo, delamo in se med seboj podpiramo v najlepšem kotičku sveta. Samostojna Slovenija, vse najboljše za tvojih 30 let. Čas, ki ga živimo, nas je že navadil na to, da smo včasih lahko zraven zares, včasih pa samo na videz, brez teles. Tako tudi današnja prireditev poteka hibridno. Zbranim v poletnem gledališču Studenec se pridružujete tudi gledalke in gledalci neposrednega prenosa prek spleta, kjer bo posnetek tudi ostal za prihodnost, ki se v sedanjosti spaja s tradicijo. Kupčija, obrtnija in rokodelstvo so močni stebri dobrega stanja vsake dežele. Stan kupcev, obrtnikov in rokodelcev je tedaj imenitin stan, katerih zasluži, da vlada njih potrebe, njih vošila in svete posluša. Zato so po nasvetu ministra kupčije presvitli cesar začasno postavo dali, po kateri se imajo v vseh deželah kupčijske in obrtniške zbornice napraviti, kakoršnih poprej ni bilo. Tako je pisal Janez Blajvajs v Kmetijskih in rokodelskih novicah 4. grudna, to je decembra 1850. Od leta 1851 pa do danes se je zgodilo že veliko. Nekaj ključnih poudarkov si oglejmo v kratkem dokumentarnem filmu o zgodovini naše današnje gostiteljice. Tik po revoluciji 1848, ko se Slovenci poenotimo v zedinjeni Sloveniji. V začetku leta 1851, natančneje 12. januarja, v Ljubljani začne delovati prva čezsektorska gospodarska zbornica na Slovenskem, ustanovljena po odloku Franca Jožefa, zaradi katerega je bilo ustvarjeno okolje, v katerem smo lahko Slovenci postavili temelje, na katerih smo zgradili svojo kulturno in politično identiteto. Prvi predsednik zbornice je bil ljubljanski trgovec Lambert Lukman. To je obdobje, ko je sicer ustanovljen tudi časopis The New York Times, ki si ga v tedanjem času lahko kupil za 2 centa. Medtem ko svet praznuje zaradi naključnega Flemingovega odkritja penicilina, Slovenija dobi prvega Slovenca na čelu jugoslovanske vlade, o čemer tudi poroča radio iz ljubljanskega studia. Radio je pričel delovati leta 1928 in sicer s poskusnim oddajanjem s prenosom otvoritve ljubljanskega velesejma. Slovensko besedo sta v eter prva poslala književnika Fran Seliški Finžgar in Oton Župančič. Najverjetneje v gospodarski zbornici nista poročala. Škoda, saj je prav tega leta na pobudo trgovcev, obrtnikov in industrialcev ustanovljeno razsodišče Zbornice za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani, katere današnje ime že od leta 1980 je stalna arbitraža. V teh letih se začne odvijati spremenjena gospodarska politika, katere znanilec je tudi otvoritev Ljubljanske Name leta 1956.
Televizija Slovenija začne s prvim rednim predvajanjem programa oktobra 1958. Odpre se avtocesta Ljubljana-Zagreb. Začne se spodbujati večji izvoz in uvoz. Prva letalska pošiljka slovenskih češenj za nemški trg je z letališča poletela leta 1961. V časniku Delo pa januarja 1969 izide članek z naslovom Zakonodajna iniciativa, kakšno je mesto gospodarske zbornice v našem političnem sistemu. Leta 1969 zbornica prvič podeli nagrado Borisa Krajgerja, namenjeno izjemnim dosežkom v gospodarstvu. Nagrada se kasneje preimenuje v nagrado Gospodarske zbornice za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Prvi nagrajenci so bili Ivan Atelšek, Jože Lesar, Stojan Perhavc, Viljem Rupnik, Oleg Vrtačnik. Ta nagrada je potrdila pravilnost našega hotenja, naših metod, da tako rečem, in je za seboj pustila številne kadre, ki so bili izobraženi v tej smeri in nadaljevali vse, bi rekel, do osamosvojitve Slovenije. Torej, taka nagrada je dala izreden impuls ustvarjalnosti širokega števila, predvsem študentov ekonomije. Rešitev je vedno bila, je in bo v lastnih silah. Čakanje na čudeže je iluzorno. Mi moramo s tisto skromnostjo, s katero smo začeli ustvarjati iz nič, tudi nadaljevati. Slovenija prav leta 1983 začne premikati urine kazalce, češ da se s takim ukrepom prihrani energija in zveča pozitivne učinke gospodarstva. V časniku Delo v tem času poročajo o zavezah GZS-ja za dosedanje večje kakovosti blaga z namenom večje prodaje na tujem in tudi doma. Cilj utrjevanja podobe Slovenije v svetu in tudi promocije slovenskega turizma GZS zasleduje ne le z mrtvo črko na papirju, ampak tudi s snovanjem velike oglaševalske akcije Slovenija, moja dežela. Naročnik je bil GZS. Slovenija se osamosvoji. Oktobra 1991 Slovenija uvede tudi svoj lasten denar, ki je dobil ime tolar. GZS postane nacionalna zbornica samostojne države in začne z aktivnostmi povezanimi za članstvo Slovenije v Evropski uniji. Leto 1992 je bilo v znamenju diplomatskih priznanj Slovenije in njenega učlanjevanja v mednarodne organizacije. V začetku tega leta se je začela tudi zamenjava jugoslovanskih registrskih tablic z novimi, slovenskimi. Pomembna prelomnica za Slovenijo je bila, ko so se njeni športniki že po zimi tega leta prvič udeležili zimskih olimpijskih iger v Franciji kot državna reprezentanca Slovenije. Gospodarska zbornica pa postane članica Združenja evropskih gospodarskih zbornic, ki danes predstavlja 20 milijonov podjetij po vsej Evropi. Congratulations to the Slovenian Chamber of Commerce for reaching this impressive milestone, which really underlines that chambers are part of the economic fabric, certainly in Slovenia, but also across Europe. Eurochambers has only existed for 63 years, so we're young in comparison, but we have an important role to play in shaping the development of the European economy. We're only as strong as our members, so I'm very happy that the Slovenian Chamber is such an effective and influential organization, especially given the Slovenian presidency of the European Council in the second semester of 2021. I look forward to further close and productive collaboration with the Slovenian Chamber in the future. V letu, ki si ga bomo zapomnili potem, da začnemo z nacionalnim programom gradnje avtocest, GZS postane sopodpisnica prvega socialnega sporazuma, ki predvideva aktivno vlogo zbornice pri odločanju o vprašanjih z področja ekonomskega sistema in ekonomske politike. Med prvimi v Sloveniji izdela tudi svojo predstavitveno stran na internetu. Le kdo se ne spomni legendarnega stavka Papa ma vas rad, ki ga je izrekel na naših tleh nekdanji papež Janez Pavel II.
In le kdo bi pozabil, da prav v tistem letu ekipa slovenskih kirurgov prvič opravi operacijo na srcu, ne da bi bolnika priključila na aparaturo za zunajtelesni krvni obtok. Slovenija je postajala vse bolj inovativna dežela. Ni čudno, da je bila tudi zaradi tega GZS pripravljena na nov mejnik. To je prvo podelitev priznanj za najboljše inovacije. Postopoma se projektu priključijo tudi druge regionalne zbornice. Tako leta 2003 GZS prvič podeli priznanja za najboljše inovacije na nacionalni ravni. V letu 1996 je bil v Sloveniji sprejet slogan Slovenija inovacijska družba in takrat smo v Gospodarski zbornici Zasavje prepoznali izziv in pričeli s projektom inovacij Zasavja, objavili razpise in začeli zbirati prijave inovacij in nagrajevati. Namen je bil, da prepoznamo tako imenovani inovacijski nemir v gospodarskih dejavnostih in drugih dejavnostih in s tem pospešimo inoviranje, kajti zavedali smo se, da je to edinstveni krovni proces, ki je pomemben za preobrazbene procese v naši zasavski regiji, pred katerim se je ta nahajala. Gardni bataljon! V letu, ko se Bill Clinton sreča z vrhom slovenske politike in nagovori Slovenke in Slovence na Kongresnem trgu v Ljubljani, se GZS preseli v novo poslovno stavbo, ki jo poimenuje Dom gospodarstva in ki je za svoje oblikovanje prejela mnogo nagrad. Širša javnost ji zaradi barve da ime Esmeralda, in sicer po glavni igralki mehiške telenovele. Najvidnejši dogodek v Sloveniji v tem letu je bilo srečanje ameriškega predsednika Georgea Busha in ruskega predsednika Vladimirja Putina na Brdu pri Kranju. GZS se preko Slovenskega nacionalnega odbora včlani v Mednarodno trgovinsko zbornico s sedežem v Parizu. Vlada v začetku januarja 2006 sprejme predlog zakona o gospodarskih zbornicah in ga pošlje v parlament. 24. junija istega leta začne veljati nov zakon o gospodarskih zbornicah, ki uvede prostovoljno članstvo v GZS. V letu 2007 se Gospodarska zbornica Slovenije odloči, da bo v letu najintenzivnejših priprav Slovenije na prvo predsedovanje Svetu Evropske unije leta 2008 izvedla prvi vrh slovenskega gospodarstva, ki se v kasnejših letih izkaže kot eden največjih in najpomembnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji. Leto 2008 je leto prelomnic. V svetovno zgodovino se zapiše kot leto začetka finančne krize, v zgodovino Slovenije kot leto predsedovanja Svetu Evropske unije, v zgodovino GZS pa kot leto, ko zbornica prejme status reprezentativne gospodarske zbornice. V letu, ko mednarodna skupina raziskovalnih novinarjev razkrije tako imenovane panamske dokumente in svet osupni rezultat referenduma, na katerem britanski volivci podprejo Brexit, se pri nas odločijo za uvedbo davčnih blagajn. To leto ne bo ostalo le v analognem spominu. Arhivirano bo tudi v digitalnih arhivih, saj GZS, ki od začetka stavi in verjame v pomembnost digitalne preobrazbe podjetij in celotne Slovenije, skupaj s predstavniki gospodarstva, raziskovalno-razvojnega sektorja, civilne družbe in javnega sektorja vzpostavi slovensko digitalno koalicijo. Digitalna.si. Namenjena je usklajevanju digitalnega preoblikovanja celotne Slovenije. Slovenija na posameznih področjih digitalizacije dosega izredne rezultate in uspehe tako v Evropi kot v svetu. Naš cilj je, da Slovenija zopet postane ena vodilnih digitalnih evropskih držav, tako na področju informacijskih tehnologij kot e-veščin. Zato moramo skupaj sooblikovati razvoj digitalne informacijske družbe in gospodarstva. Skupaj smo vedno uspešni. Da bi dosegla cilje, to je dvigniti dodano vrednost na zaposlenega na 60 tisoč evrov ter izvoz na 50 milijard evrov do leta 2025, Gospodarska zbornica Slovenije kot predstavnik gospodarstva 20. novembra 2019 s predstavniki vlade in znanosti podpiše izjavo za koncept Slovenija 5.0.
Takrat se nam niti ne sanja, da bomo čez slabi 2 leti vsi ostali v lockdownu in bili primorani tako rekoč čez noč osvojiti znanje sestankov, zdravniških pregledov in šole preko Zooma, shranjevanja dokumentov v oblakih, komunicirati nadaljavo. Zatorej se danes vsi sprašujemo, kam, predvsem pa kako naprej. Slovenija 5.0 bo družba, ki bo za uporabo znanosti, umetne inteligence, industrije 4.0 in inovativnosti zagotavljala delo, socialno varnost in okoljsko vzdržnost po najvišjih svetovnih standardih. Gospodarstveniki se zavedamo svoje odgovornosti pri doseganju zastavljenih razvojnih ciljev, ki bodo zagotovili dostojno življenje vsem generacijam. Tradicija, iz katere izhajamo, in prihodnost sta nocojšnja zelena nit, iz katere bomo tkali ta večer, ter se na koncu ovili v kreacijo imenovano uspeh. Nad tradicijo in nad prihodnostjo bdi čas. Čas, ki je na strani vztrajnih in neomajnih, ki edini presoja, kaj ostaja za nami in česa se lahko veselimo jutri. Edini, ki na zemljevid dosežkov vrisuje nove, relevantne koordinate, ter jih v obliki znanj in izkušenj pušča zanamcem v poduk in nadgrajevanje. Čas, ki bo zacelil svet. Čas, ki bo pomlajšal ta planet. Besede, ki v dobi ekstremnega hrupa navdajajo z mirnostjo in optimizmom. Lepoto nenehnega prepletanja klasike in sodobnosti, tradicije in prihodnosti nam bodo ilustrirali izjemni Irena Jebua Tiran, Maja Kevc Amaja in Rudolf Gass.
Hvala Irena, Maja in Rudi za tole čudovito glasbeno začimbo nocojšnjega praznovanja. In če naj praznovanje kaj šteje, mora imeti slavnostno torto. Njena peka je lahko prav atraktivna. Poglejmo. Looking at me, boy, you're looking at me, girl. You're looking at me, keeping that love, but you're looking at me. I keep it red, but they keeping it coming. No say that bad, I can do you no harming. But if you're gonna make me mad, no, don't ever make me mad. So how about that, I am bringing the shining. Not that bad, I would do you no harming. I keep it red even though you were doubting. It's just my style, I am keeping it coming. Boy, you're looking at me, girl. You're looking at me, keeping that love, but you're looking at me. I keep it red, but they keeping it coming. Nothing that bad, I can do you no harming. But if you're gonna make me mad, no, don't ever make me mad. 'Cause if you're gonna make me mad, make me bad, make me bad. Tale torta je videti res odlična in prav zanima me, kam se je odpeljala. Po zgodovini, po tradiciji pa je zdaj čas za sedanjost in prihodnost. Posvetimo se današnjim nagrajencem za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Štirje so in ta hip so verjetno prav tako vznemirjeni, kot so bili vznemirjeni prvi prejemniki nagrad leta 1969. A še preden jih razkrijemo, te štiri mušketirje in mušketirke slovenskega gospodarstva, na oder vabimo predsednika komisije za nagrade GZS dr. Otmarja Zorna. Prosim. Pozdravljeni, lep pozdrav predsedniku države Borutu Pahorju, predsedniku državnega sveta Alojzu Kovšcu, seveda našemu resornemu ministru Zdravku Počivalšku in vsem ostalim gostom, predvsem pa podjetnikom, gospodarstvenikom in pa nagrajencem, prejšnjim in sedanjim. Gospodarstvo pravzaprav predstavlja stabilnost naše države. Morda to premalokrat vemo, premalokrat to vedo politiki, ne vsi, zlasti pa premalo to vedo birokrati. Se bojim, da včasih Slovenijo krojijo birokrati, na nas pa je, da delamo dobro, da inoviramo, da izvažamo in res sem ponosen na slovensko gospodarstvo in nagrajence, da uspemo napraviti to, kar redkim državam uspe, da pravzaprav dajemo kruh tisočem in 10 tisočem, 100 tisočem ljudem in hkrati delamo na razvoju. Pravzaprav je gospodarstvo kot kokoška, ki nese zlata jajca in prav je, da bi politika poskrbela, da bi teh jajčk bilo čim več, pa ne samo zato, da bi, kot včasih rečejo, tajkuni, gospodarstveniki, podjetniki zaslužili veliko denarja, ampak predvsem zato, da lahko z uspehom, ki ga imamo, tudi imamo dobre šole, dobro zdravstvo in tako naprej. Mi vsi to rabimo, vsi imamo otroke, vsi želimo, da živimo v dobri in urejeni državi. Za na konec naj čestitam današnjim nagrajencem, ki so res pokazali, moram reči, da je bil zbor zelo težak in hvala komisiji, celotni komisiji, vsem članom za delo, ki so ga opravili, hkrati tudi hvala zbornici, vsem sodelavcem, ki so nam pomagali pri tem. No, ampak ti nagrajenci imajo veliko dela tudi vnaprej, izzivi so močni in želimo si, da bi Slovenija šla po tej poti naprej. Slovenija je srečna dežela in naj taka tudi ostane. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Zorn. Še malo in začeli bomo odkrivati, kdo so nagrajenci ali nagrajenke.
Še prej pa povejmo, kdo vse je opravil odgovorno nalogo letošnjega izbora. Poleg dr. Zorna so komisijo za nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke sestavljali Boštjan Gabrc, direktor Mikrografija, Andrej Gradišnik, direktor Vertis Group, Petra Melanšek, direktorica Vivapen, Martin Novšak, generalni direktor Gen Energija dr. Mark Pleško, direktor Kozilab in Arjana Grobelnik, direktorica projektov Gospodarska zbornica Slovenije. Spoštovani gospodje, cenjene dame, čas pa je zdaj dozorov za podelitev nagrad. Namesto fanfar smo za glasbeno opremo podelitve poprosili dramskega igralca, ki je tudi neverjetni glasbeni genij. To je Jure Ivanušič. Pomembni akterji bodo tudi 4 nadarjeni otroci. Nastasja, Izak, Mark in Anja. Otroci v nas odraslih prepoznavajo neprecenljive izkušnje preteklosti in tudi navdih za prihodnost. Odrasli smo za njih vse troje, za kar vemo, da pri vzgoji edino le šteje. To so zgled, zgled in zgled. Pa ne pozabimo na to, da so za mlade izzivi vse večji. Posebno vlogo pri predaji nagrad pa bodo imeli tudi prav posebni podeljevalci. Kdo so in zakaj smo izbrali prav njih, pa naj zaenkrat ostane presenečenje. Najpomembnejši na odru pa bodo v naslednjih minutah seveda nagrajenci. Naša prva predstavnica mlade generacije je Nastasja Ogrizek. Srčna in radovedna 11-letnica, ki trenira tenis. Posebej pa jo osrečuje vse, kar je povezano z ustvarjanjem. Obožuje risanje, modeliranje in šivanje in pri tem je njena domišljija brezmejna. Njena ilustracija na temo knjige je bila nagrajena na natečaju Sanjam svet v sklopu letošnje Noči knjige. Nastasja, veseli smo, da si z nami in prosimo, da na oder pospremiš današnjo prvo nagrajenko, ki umetnost zelo ceni. Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke prejme Jasna Dominko Baloh, direktorica Doba fakultete. Gospa Dominka Baloh, Od višine se zvrti je vaša najljubša pesem, ki vas je pripeljala do nagrade, za katero vam iskreno čestitam. Nastasja, hvala. Še veliko navdihujočih ustvarjalnih trenutkov ti želimo. Še naprej, gospa Dominko Baloh, vas pa vabimo k besedi. Hvala lepa. Spoštovani, veselje mi je, da lahko spregovorim danes o znanju. O znanju, ki je javno dobro, o znanju, ki je obogatilo moje življenje in verjamem, da tudi vaše življenje, o znanju, ki ga potrebujemo danes in ga potrebujemo za prihodnost, o znanju, ki ga potrebujemo kot sonce. Že v mladih letih so me najbolj zanimali ljudje in učenje. Poseben preokrat v mojem življenju je bil takrat, ko sem ustanovila Dobo, pred 31 leti. Po naravi sem ambiciozna, usmerjena k cilju, in misel, ki me je vodila pri razvoju Dobe, je bila, da mora biti Doba fakulteta odlična, mednarodno primerljiva, razvojno naravnana, s pedagoškimi inovacijami in dostopna. In zaradi tega smo razvili Dobin model online študija. Povedati vam moram, da pred 20 leti, ko smo razvili Dobin model online študija, mi nihče v Sloveniji ni prav verjel, da bomo lahko to izvajali in da bomo imeli študente.
Nevedno so me pogledovali in zmajevali z glavo, ampak poglejte, danes imamo 1500 odličnih študentov. Danes imamo 9 akreditiranih dodiplomskih, magistrskih in tudi doktorskih program. Vse programe izvajamo v celoti online. Naši študentje prihajajo iz 46 držav tega sveta. Imamo 2 mednarodni akreditaciji. Ponosni smo na naše uspehe. Naši študentje za študij na Doba fakulteti namenjajo denar in čas. Plačati morajo šolnino, kajti država ničesar ne premakne. Ampak so ambiciozni, motivirani in zelo visokimi pričakovanji. In najpomembnejše je, da kar 84% naših diplomantov napreduje v karieri. Nagrada Gospodarske zbornice Slovenije prihaja v času pandemije, ko se veliko govori o e-izobraževanju, ki je žal dobilo nekoliko negativen prizvok v zadnjem času. In to predvsem zaradi tega, ker se niso dovolj uporabljale ustrezne učne strategije, učenja in tudi poučevanja, ki ga ta način izobraževanja tudi zahteva. Vodenje Doma fakultete zame je seveda velik strokovni izziv. Pomembno je poslovanje, pomembno število študentov, ampak najpomembnejše zame so zadovoljni študentje, razvoj in pa seveda tudi zadovoljni in zavzeti sodelavci. V življenju sprejemamo odločitve, dobre in slabe, in takšna je potlej tudi žetev. In žetev na Dobi je polna uspešnih zgodb in verjamem, da bo takšna tudi v prihodnosti, ko uresničujemo našo skupno vizijo Doba fakulteta, ki vidi dlje. Hvala lepa. Čestitke, gospa Dominko Baloh, ker vemo, da poleg velike strasti do svojega dela gojite tudi strast do umetnosti, vam bo nagrado nocoj predal likovni ustvarjalec, ki je sicer akademski slikar, ustvarja pa tudi kot kipar in oblikovalec, še posebej, kadar gre za umetniško obdelavo lesa. Njegova dela nastajajo predvsem zato, da bi poplemenitila naše vsakdanje okolje, kot piše v njegovi predstavitvi. In se v galerijah pojavljajo zgolj izjemoma, nikakor niso narejena vnaprej kot kakšni muzejski eksponati. Gospe in gospodje, to je Domen Slana. Dober dan. Jaz sem bolj offline, pa tudi v gospodarstvu nimam kaj dosti pojma, tako da verjetno so me zato povabili sem, da podelim teli neverjetni, uspešni dami, lepi in tako naprej, to nagrado, zato ker ona ljubi likovno umetnost. Čestitam. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa za to nagrado, ki potrjuje naše uspešno delo, naša prizadevanja. Hvala lepa Gospodarski zbornici Slovenije, da ste prepoznali naše uspehe. Seveda pa zgodbo Dobe smo sooblikovali vsi, zaposleni, sodelavci, visokošolski učitelji, mentorji, študentje, diplomanti in podjetja. Žal mi je, da danes z mano ne morejo biti na odru naši sodelavci, gospod dekan, Polona, Dina, Marina, Živa, Markoti in vseh ostalih 35 odličnih sodelavcev. Hvala vsem, ki ste in ki boste delili z nami znanje, upe in prihodnost. Hvala lepa. Gospa Dominko Baloh, hvala lepa vam, gospod Slana, tudi vam. V čast mi je, da bo naslednjega nagrajenca na oder pospremil Izak Pirih. Uživa v treniranju košarke, igranju na ukulelo in sestavljanju Rubikove kocke, še posebej pa v deklamiranju.
Saj kot pravi sam, mu je všeč, da s poudarki ustvariš drugačen zven besed. Izak je letošnji najboljši deklamator Župančičeve Frulice, srečanja mladih pesnikov in deklamatorjev, ki ga pripravlja Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj. Naziv najboljšega mu je podelila strokovna komisija, ki je izbirala med 289 deklamatorji iz 92 slovenskih šol. Izak, zdaj pa prosim, da na oder pospremiš našega drugega nagrajenca, in to je Zdenko Zanoški, direktor podjetja Frutarom Etol. Gospod Zanoški, We are the champions je vaša najljubša pesem in jasno je, zakaj. Čestitam za nagrado. No, hvala, ker ste to določili. Izak, čestitke. Dobil sem informacije, da je to vaša najljubša pesem. Dobro. Če ne, pa bom po prireditvi vam zagral vašo resnično najljubšo. Prav gotovo. Izak, hvala lepa, čestitke za dosežke. In upam, da me bo nekoč lahko nadomestil s svojim talentom. Gospod Zanoški, zdaj pa je oder vaš. Kot prvo pozdravljeni, ne vem točno, kaj vam povem, ampak kot prvo bi rad rekel, da si nagrado nisem zaslužil, pa poglejte, sem jo dobil. Tudi po drugi strani določenih zdravstvenih problemov si nisem zaslužil in glej zlomka, sami od sebe so prišli. Ko govorim, da si nekaj nisem zaslužil, imam pred seboj rek, in sicer, da kugla oziroma krogla pa medalja redko kdaj zadanejo prave prsi. In ob tej eminentni nagradi bi rad povedal, da mislim, da bi morala biti kolektivna. In to velja za Etol, Frutarom Etol, pa kakšno drugo podjetje. Ko sem v svoji dobi delal, preko 40 let, sem imel to srečo, da so me vedno obkrožali zelo dobri sodelavci. Prvo so to bili mentorji, kar je za mladega človeka izredno pomembno. Ko sem pa prevzemal vodstvene funkcije, pa so ob meni bili strokovni ljudje, s katerimi smo zgradili podjetje, ki ima renome v naši branži. V Etol sem prišel ravno na prehodu, ko se je ta obrtniški del umikal in prihajal je moderen industrijski del. Seveda smo imeli težave. Organizirani smo bili tako, kot smo znali, človek bi rekel včasih bolj pogasilsko. Imeli smo nekaj nadbrizgačev, tisti, ki so odločali, sam sem pa takrat bil brizgač, in sem pač uresničeval tisto, kar mi je bilo treba. V Etolu sem 43 let. Lahko rečem, da imam podjetje v malem prstu. A rad bi vam povedal tisto, kar mi je pomagalo, da sem ga vodil bolj ali manj v pravo smer. Kot prvo sem se zelo zgodaj zavedal pomena znanja. Poglejte, ni dobrega podjetja brez znanja, in ni blaginje brez znanja. Kot drugo so spremembe, posebej v poslovnem svetu, stalnica, vsakodnevne, vendar se jih moramo lotiti zelo previdno in sicer v smeri evolucije in ne revolucije. Potem pridejo odločitve. Seveda pred odločitvijo vse pretehtaš, vsako mnenje velja, vendar ko jo sprejmeš, pa pride tudi odgovornost, ki ne more biti kolektivna, lahko je samo individualna. Sedaj sem že dober mesec v pokoju in svojim sodelavcem želim, da bo z veseljem, radostjo hodili na delo, podjetju pa, da se bo ustrezno razvijal. Čez 3 leta, ker nismo pač start-up, bomo
praznovali 100-letnico. In takrat vas obiščem in zdravim vsemi vami, ki ste zaslužni za čast, ki jo danes sprejemamo. Hvala. Gospod Zanoški, iskrene čestitke za vaše uspehe. Hvala. Smo pa tudi za vas poiskali posebno osebo, ki vam bo predala nagrado. Gre za uspešnega predstavnika z področja športa, v katerem, čeprav vem, sami neizmerno uživate, ko iščete ravnovesje med delom in sprostitvijo. Posebno pred televizijo. Zdaj v pokoju bo še boljše. Če razkrijem, da je to eden najboljših slovenskih rokometašev, ki je leta 2004 za reprezentanco osvojil srebro na Evropskem prvenstvu, po končani karieri delal v Rokometni zvezi Slovenije kot direktor moških reprezentanc in bil direktor v vašem tako ljubem rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško, potem veste, da je to Roman Pungartnik. Lepo prosim, gospod Pungartnik. Ja, vidiš, v teh urah si kar nekaj zrastel. Lep pozdrav vsem. Letošnji moto Gospodarske zbornice Slovenije je s tradicijo gradimo prihodnost. Se mi zdi, da je to prav pisano na vas. Že od leta 1960 spremljate oziroma ste podpornik slovenskega športa, rokometa in z vašo pomočjo, z vašo podporo gradimo slovenski celjski rokomet. Hvala vam. Iskrena čast in veselje mi je, da vam lahko predam vašo nagrado. Evo, hvala ti. Bom šel kar hitro dalje, težko. Ampak se še moram pa zahvaliti. Posebno zahvalo ženi Nevenki, na to tudi sinu Jaru. Že vnaprej se zahvaljujem Juriju, ki bo skrbnik tega kipca, Polona, pa ga bo nadzorovala. Seveda zahvala tudi Gospodarski zbornici Slovenije, hkrati čestitke za tako visoki jubilej in na koncu zahvala vsem sodelavcem, ki so bili z menoj. Hvala. Hvala, gospod Zanoški, in hvala, gospod Pungartnik. Napeto je in vroče in na polovici podelitve gospodarskih Oskarjev smo. Naslednjo nagrajenko bo na oder pripeljal Mark Bradač, ki prihaja prav tam, odkot je nagrajenka, in podjetje, ki ga vodi, iz Črnomlja. Mark pri pouku dosega nadpovprečne rezultate in je vzoren učenec, še posebej briljira v matematiki, redno se uvršča med najboljše v svoji generaciji na državni ravni. Na tekmovanju hitro in zanesljivo računanje je dosegel 7. mesto med skoraj 1000 tekmeci, osvojil pa je tudi zlato državno priznanje na tekmovanju Logična pošast. Mark in maestro soimenjak Jure sta pripravljena. Seveda. Na oder vabimo nagrajenko Marto Kelvišar, direktorico podjetja Adriadom. Gospa Kelvišar, v Adrijini hiški ste še kako živi, kot pravi Celine Dion, v domnevno eni od vaših najljubših pesmi I Am Alive. Res je. Iskreno vam čestitam za nagrado. Mark, ti logična pošast. Veliko pravilnih izračunov in bistrih sklepov ti želimo. Hvala ti. Gospa Kelvišar, vi pa ste že pod žarometi, beseda je vaša. Spoznala sem, da kart, ki jih v roke prejmemo ob rojstvu,
ne moremo zamenjati. Od nas pa je odvisno, kako bomo igrali igro življenja. Odraščala sem na kmetiji, kjer smo prisegali na trdo delo in to izkušnjo danes razumem kot privilegij. Poleg delovnih navad sem prejela tudi druge vrednote, kot so vztrajnost, iskrenost, poštenost, pogum. Naučila sem se ljubiti in spoštovati naravo z zavedanjem, da ima vsak cikel od setve do žetve svoje zakonitosti in da priložnost zamujena ne vrne se nobena. In s tem zavedanjem delujem tudi v poslovnem življenju. Pravijo, da v Adrii Dom šprintamo maraton. To je športu sicer težko, nam pa je uspelo v 20 letih rasti in razvoja postati eden najpomembnejših proizvajalcev mobilnih produktov, tako v Evropi, kakor tudi v svetu. Še posebej sem ponosna na to, da smo v zadnjih 6 letih več kot podvojili prihodke in število zaposlenih, katerim omogočamo stabilno delovno okolje in spodbudno plačilo za delo. Kulturo podjetja razvijamo v vitko organizacijo z razvojem ljudi, nenehnim izboljševanjem procesov in s postavitvijo digitalnega dvojčka. Ves čas se trudimo ego spreminjati v eko, eko v smislu ekološkega, naravnega, pristnega odnosa do dela, sodelavcev, poslovnih partnerjev in vsega, kar nas povezuje. Naš prispevek k kakovostnemu in trajnostnemu življenju je razvoj mobilnih in modularnih hiš ter glamping mobilnih šotorov, s katerimi ustvarjamo kulturo bivanja v naravi. Ponosni smo, da ljudem v naših produktih omogočamo navdihujoča počitniška doživetja. Ali poznate zgodbo o japonskem bambusu? Legenda pravi, da je kmet posejal semena, zalival jih je in gnojil in tako vztrajal 7 let, dokler ni poganjek pokukal iz zemlje. Ta poganjek je nato v naslednjih 5 tednih zrasel 25 metrov visoko. Bambus potrebuje 7 let, da se njegove korenine razrastejo, da bo tako lahko kljuboval vremenskim razmeram. In tako je tudi v poslu in življenju nasploh. Ciljev, ki si jih zastavimo, ne vidimo takoj. Pomembno je, da imamo jasno vizijo in nagrada za trud in pogum bo zagotovo prišla v izobilju. V Adrii Dom vemo, da kar danes sejemo, bomo jutri tudi želi. Zato odločno in odgovorno ustvarjamo rešitve za prihodnost. Gospa Kelvišar, čestitke. Tudi za vas imamo podeljevalca presenečenja in brez skrbi ni izmed like. Belokranci veste, o čem govorim. Gospa Kelvišar, slišal sem, da v prostem času radi ustvarjate z glino. To pa ne. Ne, tudi to je hec. Ja. Vemo pa, da zelo uživate v kulinaričnih izzivih. Če bi lahko izbirali, koga bi izbrali, da vam nocoj denimo postreže slavnostno večerjo? No, če ste šli na to področje, potem pa kakšen priznani šef. No. Je profesorica na višjih strokovnih šolah. Njen moto je kreativnost in soustvarjanje v timu. V svojem podjetju, ki sodi med trendsetterje v jugovzhodni Evropi, povezuje tradicijo in prihodnost. Nagrado vam bo predala ustanoviteljica in direktorica Vivo Cateringa, magistrica Jerneja Kamnikar. Prosim. Lepo pozdravljena. Prvi izziv prihajam iz Črnomlja, moje iskrene čestitke. Zaupali so mi, da v svojem prostem času imava skupno ljubezen, kreirava v kuhinji, ustvarjava in tam dobivava največ idej. Želim še veliko dobrih idej, ustvarjalnega dela in dobrih receptov.
moje iskrene čestitke. Veliko čast mi je danes predati to veliko nagrado. Hvala lepa. Spoštovanjem in globoko hvaležnostjo prevzemam to prestižno nagrado, ki je rezultat trdega dela, preplet vrednot, doseganja ciljev in strasti. Dragi sodelavci, ta nagrada pripada vam. Hvala vam, da verjamete v našo zgodbo in jo tako zavzeto tudi ustvarjate. Zahvaljujem se Gospodarski zbornici, ki je prepoznala naš prispevek gospodarstvu in lokalni skupnosti, Natalije lastnikom Adrii Mobil in podjetju Trigano za zaupanje in ne nazadnje moji družini, ki razume mojo strast in me pri tem tudi podpira. Hvala vam. Gospa Klevišar, najlepša hvala. Enako tudi gospe Kamnikar. Pri zadnji razglasitvi pa nam bo zdaj pomagala 12-letna Anja Kranjec. 6. leto igra flavto in se je že uspešno udeležila številnih državnih in mednarodnih tekmovanj mladih glasbenikov, na katerih je dosegla absolutnih 100 točk. Na mednarodnem tekmovanju Woodwind and Brass v Varaždinu se je po odločitvi priznane mednarodne žirije uvrstila med 10 najboljših udeležencev celotnega tekmovanja. In, draga Anja, lahko ji zaploskamo. Čas je, da se nam zdaj pridruži naš zadnji nagrajenec in lepo prosim, Anja, da ga pripelješ na oder. Spoštovani, našo pozornost in občudovanje si zdaj zasluži Marko Lukič, direktor podjetja Lumar Engineering. Gospod Lukič, vaša najljubša Laibachova Whistleblowers vas je pospremila do nagrade, za katero vam iskreno čestitam. Hvala, Jure. Kakšen dan za Maribor, 2 med zmagovalci oziroma nagrajenci, pa še Jure na klavirju. Kaj več bi si lahko zaželel. Ker sem se rodil 5. decembra, mi je mama vedno govorila, da me je prinesel dober Miklavž. No, potem, ko je moj nemirni, uporni in raziskovalni duh vedno večkrat ušel iz steklenice, pa mi je govorila, da me je prinesel Parker. Velik del otroštva sem z starimi starši preživel v gozdu, nabiral gobe, borovnice, vzljubil naravo in pot me je kmalu zanesla v hribe. In ko sem enkrat okusil plezanje, sem začutil strast, ki je dana redkim in zato sem še danes hvaležen. Plezanje me je oblikovalo, pripravilo za kasnejšo naporno poslovno pot. Spoznal pa sem, kaj je pravo tovarištvo, da je treba za prave cilje velikokrat zelo potrpeti. Predvsem pa me je naučilo, da narave, kljub temu, da včasih inženirji učijo, da se jo da premagati, se ne da. Naravo je potrebno spoštovati in to globoko spoštovanje imam še danes. Kmalu sem prehodil pot od, rečemo tega, vajenca do mojstra plezalnega. Pri tem sem črpal na globokem izročilu tradicije alpinizma v Sloveniji. Pri tem so mi seveda pomagali tudi starejši kolegi, ki so to znanje nesebično delili. Kar hitro sem preplezal, no, po kakih 15 letih treninga, nekaj takrat najzahtevnejših smeri. Zmanjkalo mi je nekoliko motivacije in bolj iz radovednosti sem pokukal v očetovo podjetje, ki takrat ni bilo sicer v najboljši kondiciji.
Ampak še predtem sem spoznal tudi nekaj drugega, da je pot do vrha velikokrat podprta oziroma da se zgodijo padci. V plezanju so lahko ti usodni, ampak nekaj sreče pa je tudi treba imeti. Ne? Ampak spoznanje je bilo naslednje, ni pomembno, kolikokrat padeš, bolj pomembno je, kolikokrat se pobereš. In važno je, da se pobereš enkrat več, kot padeš. Ko sem prišel v očetovo podjetje, seveda je bil to zame nek šok iz plezalca vajenega vse svobode, sem prišel v zelo strukturirano podjetje, ki je delalo takrat take hiše, no tudi s temi niso bile najbolj všeč, sem rekel, nekaj možnosti za izboljšave še je. In dobesedno zgrmel iz vrhov sveta na trdna tla, zopet od popolnega mojstra do popolnega vajenca. V uk sem šel kar k svojemu očetu, Milanu, kaj ne rečem, občudoval sem njegovo spretnost krmarjenja med čermi, ki so se pojavile na poti. Velikokrat me je bilo tudi strah, vendar me je z to neko svojo avtoriteto, ki ni bila lažna, nekako vedno uspel pridobiti na svojo stran. Iz plezanja sem bil navajen, da spoštujem pravo avtoriteto. In na drugi strani pa seveda to avtoriteto vsak dan preizkušam in iščem v njej slabosti. Tako da nama z očetom nikoli ni bilo dolg čas in najni, mislim, da pogovori so postali kar legendarni. Potem, ko sem dovolj dolgo klesal to deblo v našem podjetju, je oče rekel, da zdaj pa je čas, da podjetje prevzamem jaz. In z res predano vrhunsko ekipo smo naredili kar dobre rezultate in mislim, da so nas dodatno povezali. Kakorkoli, večkrat sem se vprašal, zakaj počnem to, kar počnem. In odgovor je v resnici preprost. Menim, da je velik privilegij v življenju, če lahko gradiš domove za ljudi. Mislim, da je to ena od ne samo največjih investicij, ampak en od najpomembnejših trenutkov zraven kreiranja družine, zato je tudi odgovornost toliko večja. Še večji privilegij pa je, če lahko te hiše gradiš z najbolj inteligentnim gradbenim materialom, kar les je. Tega imamo v Sloveniji na pretek in upam, da ga bomo v prihodnosti še nekaj več lahko uporabili. Če zaključim, kaj sem se v vseh teh letih naučil, 2 karieri. Če imaš sanje, imaš tudi moč, da jih uresničiš. Ampak nikoli ne sprašuj vseh ljudi okrog sebe, kaj menijo o tvojih sanjah. To so tvoje sanje. Na tebi je, da jih realiziraš. Zaključil bi z mislijo slovenskega filozofa in plezalca Nejca Zaplotnika. Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel. Kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi. Hvala lepa. Iskrene čestitke, gospod Lukić. Spet se vam je pridružila mlada generacija, nekaj časa je bila prej z vami in lepo je bilo to. Komu bi pravzaprav vi lahko zdaj, glede na to, kar ste povedali, zaupali, da bi vam predal nagrado? Najbrž kakšen osvajalec vrhov? Ja, seveda, z največjim veseljem. Kot sem povedal, tovarištvo, ki sem ga, ta privilegij spoznati to tovarištvo, je res unikaten in na to me vežejo res globoki spomini. Ampak mi imamo alpinista v mislih, ki je med drugim prejemnik Bloudkove nagrade in plakete, srebrnega encijana za dosežke v alpinizmu, zlate medalje za alpinistične dosežke. Leta 2010 pa je postal častni član angleškega Alpine Cluba ter doma iz rok predsednika republike prejel red za zasluge. To je Silvo Karo, vrhunski alpinist, ki je sooblikoval zlata leta slovenskega alpinizma. Marko, tebe najbolj okarakterizira ime smeri, katero si preplezal leta 1997 v Ameriki. Ime smeri je Just Do It.
Za to smer si takrat prijel plezalnega Oskarja. Danes pa tukaj pod Kamniškimi planinami prijemaš gospodarskega. Gospodarstvo in alpinizem, kaj imata skupnega? Pri obeh je treba delati. Če ne pri prvem zmrzneš, pri drugem pa ne napreduješ oziroma nisi konkurenčen. Marko, jaz ti iskreno čestitam, da si tako elegantno prenesel to tvojo vizijo Just do it iz navpičnih sten v poslovni svet. Hvala, Silva. Hvala. Ja. No, če dodam zdaj 3 Mariborčanov na odru, še Silva Kara, mislim, da se to enostavno ne da preseči. Hvala lepa, vem, da bo klišejsko, ampak ne morem. Hvala staršem, ker so mi dali življenje in ker so me vzgajali najboljše, kot so me znali. Hvala ženi Alenki, ker je mi stala ob strani v obeh karierah. Hvala otrokom Ani in Matevžu, ker mi vsaki dan nastavljata ogledalo in mi pravita, ni krivo ogledalo, če imaš kljukas nos. Hvala vsem svojim, vsem našim sodelavcem, tu ni kaj dodati. Seveda hvala Gospodarski zbornici, da je prepoznala to, kaj smo naredili, za dovolj kakovostno, da nam podeli to priznanje. In hvala tudi vsem tistim, ki so me v življenju prizadeli. To me je naredilo boljšega. In ker seveda sem tudi jaz koga prizadel, bi se danes tukaj opravičil vsem tistim, ki sem jih kdaj prizadel. Nikoli ni bilo namerno, vedno je bilo, vse veste, kot pri košarki, v žaru borbe. Tako da upam, da še odigramo kako tekmo skupaj. Hvala lepa. Gospod Lukič, čestitke, hvala, gospod Karo prav tako. Letošnji nagrajenki in nagrajenca, ki iz niti tradicije v tkivo prihodnosti spretno pletajo zgodbe o uspehu, so zdaj končno znani. Drago občinstvo, prosim, da jim vsem še enkrat zaploskamo. Jasna Dominko Baloh, Zdenko Zanoški, Marta Klevišar in Marko Lukič. Gotovo se še spomnite atraktivnega, tako rekoč kulinaričnega filmčka iz prvega dela podelitve, ob katerem bi se meni skoraj začele cediti sline, če ne bi bil prekinjen z napisom "Se nadaljuje". Gre za prispevek generalnega sponzorja današnjega dogodka, to je Porsche Slovenija, ob katerem se zdi, da se v zakulisju nekaj kuha, bolje rečeno peče. Tule je nadaljevanje. Looking at me, boy, you're looking at me, girl. You're looking at me, keeping that love, but you're looking at me. I keep it red, but they keep it coming. Not saying they're bad, I can do you no harming. But if you're gonna make me mad, no, don't ever make me mad. Cause if you're gonna make me mad, make me bad, make me bad. Got it out of case, but keep it chic. Nothing I would do will never click. Dragi nagrajenci, iskrene čestitke za vaše vrhunske dosežke. In draga Gospodarska zbornica Slovenije, vse najboljše, ter vse dobro naprej, vrhunski ste. Porsche Slovenija, vrhunska e-mobilnost. Ja, in res se je nekaj zakuhalo, speklo v zakulisju. Tale torta ni zgolj virtualna, ampak še kako realna. In hvala lepa Porsche Slovenija za to prekrasno darilo. V imenu zbornice in vseh nagrajencev sem prepričana, da jo bomo vsi radi pokusili, potem ko se uradni del konča. Ko se zberemo in skupaj nazdravimo zbornici in nagrajencem, tradiciji in prihodnosti, ter umetnosti spajanja obeh svetov. Še prej pa naj se še enkrat zahvalimo vsem našim sponzorjem. To so
generalni pokrovitelj Porsche Slovenija, Sponzor odličnosti Nova Ljubljanska banka. zlati partner Telekom Slovenije, Zlata pokrovitelja Riko in zavarovalnica Triglav. srebrna pokrovitelja Gen skupina in Luka Koper, Bronasti pokrovitelji Bosio, Kodila, Sid banka in hotel Blade Rose. ambasadorji nagrad AMZS, Elrad, MSORA, MESI in TRO rezalna orodja, Mala pokrovitelja Viva Pen in Unicas. glavni pokrovitelj pogostitve Vivo Catering, Ter pokrovitelji pogostitve Dana, E-Branjevka, Kras, Ljubljanske mlekarne, pivovarna Majster in Vina Koper. prosimo za zahvalo. Tako, dragi gostje, preden zaključimo, imamo pa z našim maestrom Juretom Ivanušičem za vas še eno prošnjo. V tulcu, ki ste ga našli na svojem sedežu, so papirnati konfeti. Jure bo na svoj edinstven, genialno zabaven in čaroben način nekaj odigral in zapel, vi pa mu po svojih počeh pomagajte, ma ne še zdaj. Ja, kratka navodila. Tulec je treba najprej deaktivirati, pripraviti, počasi. Zadevo aktivirate tako, da s prstom pritisnete tale pokrov, tile dve tanki plastični niti se morata pretrgati in pokrov se mora podati pod prstom. To je vse. Potem tulec dobro zgrabite z obema rokama in počakate. Ob pravem trenutku zavrtite, kot da bi odpirali steklenico. Če ste v dvomih glede smeri, so tu narisane puščice. In ko ga odprete, seveda ga usmerite navzgor, ne v pričesko dame pred vami. Zato, da boste ta naš lep ambient in prostor zasuli s čudovitimi barvami. In s tem dejanjem bomo skupaj zaključili uradni del večera in s tem tudi ustvarili nepozaben fotospomin. Spomin za čas, ki še pride. Za prihodnost. Spoštovani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, zaslužni in nič več skriti prejemniki nagrad, cenjeni gostje, poslovni partnerji, sponzorji, drage gospe, dragi gospodje, hvala, ker ste danes z nami stkali ta lepi večer. Hvala, ker ste nam namenili nekaj najbolj dragocenega v človeškem življenju, svoj čas. Hvala lepa tudi še enkrat in čestitke vsem nagrajencem in prejemnikom nagrad ter vse najboljše Gospodarski zbornici Slovenije za 170. rojstni dan. In hvala, vidimo se spet naslednje leto, na snidenje. Naj se poletje začne, maestro Jure, prosim. Hvala lepa. Dame in gospodje. V navadi je, da slavljencu za rojstni dan odigramo oziroma zapojemo tisto znano Happy Birthday to you, vse najboljše za te. In ker današnja slavljanka praznuje 170 let, bom odigral to Happy Birthday najprej v stilu različnih skladateljev, različnih obdobij, skozi katere je potovala Gospodarska zbornica. Torej, ker je luč sveta zagledala leta 1851 v času globoke romantike, je tukaj najprej čestitka strani enega prvih glasbenih romantikov, čudaškega in mrkega Ludvika van Beethovena. Happy birthday in Ludwig van Beethoven.
In ko je glasbeni svet obeleževal 100 let od rojstva Wolfganga Amadeusa Mozarta, je imela zbornica svoj 5. rojstni dan. In tudi Mozart je svoje prve skladbe pričel pisati pri 5 letih. Zato čestitka strani Wolfganga Amadeusa Mozarta. Mozart je bil znan po svoji radoživi in veseli naravi in zato si ga prav lahko predstavljamo, kako igra Happy Birthday na zabavi za rojstni dan po že nekaj popitih zdravicah. Hvala, sicer pa je čas nastanka zbornice bil čas, ko je v glasbi kraljeval kralj dunajskih valčkov Johann Strauss mlajši. Torej Johann Strauss mlajši in Happy Birthday. Ruski skladatelj Nikolaj Rimski-Korsakov je avtor Čmrljegova leta. Tokrat pa rojstnodnevni let, torej v izvedbi ruske duše Rimskega Korsakova. Na svoj 70. rojstni dan, točno pred 100 leti, je zbornica ustanovila Ljubljanski velesejem. Zato zdaj Happy Birthday v stilu domače narodno-zabavne glasbe, torej v stilu, kot bi odigral ansambel bratov Avsenik. Še en šnops. In ker je bilo v 170 letih ogromno... Hvala lepa. Ker je bilo torej, kot že rečeno, v 170 letih ogromno vzponov in padcev, nihanj, valovanj, poslušajmo še Happy Birthday, kot bi odigral eden še zadnjih pionirjev rock'n'rolla, Jerry Lee Lewis. Hvala lepa. Zdaj pa, dame in gospodje, zdaj smo prišli do tega vrhunca, zdaj boste sodelovali tudi vi. Na oder vabim Evo in Jureta, prosim, in vas pa prosim, če ostanete in pripravite konfete. Ne še.
aktivirati. Zdaj bomo zapeli Happy Birthday v slovenščini z besedilom. Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, vse najboljše, vse najboljše za... In tukaj bom odštel 3, 2, 1 in takrat jih aktivirate. Se pravi, ne še zdaj. 3, 2, 1 in aktivirate. Prav, no pa gremo. Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, vse najboljše, vse najboljše za 3, 2, 1. Gospodarska zbornica, spoštovane, spoštovani, vse najboljše in lahko noč!